Je Slovenija res tik pred največjim investicijskim valom v javna najemna stanovanja v zgodovini Slovenije? Vlada je potrdila paket stanovanjske zakonodaje, ki med drugim zagotavlja 100 milijonov evrov letno za javno gradnjo. Koliko najemniških stanovanj bo zgrajenih v prihodnjih 10 letih? Kdo lahko zagotovi, da bodo obljube res izpolnjene? Kaj bo s praznimi stanovanji, ki jih lastniki nočejo dajati in imajo raje prazna, ker ljudi oziroma najemnike iz njih ne morejo izseliti, najemnine pa jim ti ne plačujejo? Za koliko se bodo zvišale neprofitne najemnine in koliko bo najemnike po žepu udaril nov dodatek za vzdrževanje stanovanj? O vsem tem z ministrom za solidarno prihodnost, Simonom Maljevcem. Dober večer. Dober večer. Najprej naj povejte, teh 100 milijonov, ki so v proračunu za gradnjo javnih najemnih stanovanj že letos, kako bodo razdeljeni? Z temi 100 milijoni evrov letno in 100 milijonov evrov letno zagotavljamo tudi v prihodnjih 10 letih, torej do leta 2035, prvič v zgodovini Slovenije zagotavljal nek stabilen, jasen in predvidljiv vir financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj. Denar bo vsako leto razdeljen na podlagi finančnega načrta, torej popisa projektov, ki so na voljo, ali gradnje strani Republiškega stanovanjskega sklada, ali občin, ali strani lokalnih stanovanjskih skladov. Na ta način bodo sredstva razdeljena že v letošnjem letu. In koliko recimo stanovanj naj bi bilo zgrajeno recimo 100 milijoni na leto? Imate kakšne ocene? Ja, naš cilj je od prvega dneva isti. Govorimo o gradnji 2000 stanovanj letno. Letos smo že v tem prvem in dejansko največjem ciklu gradnje javnih najemnih stanovanj. V letošnjem letu in začetku prihodnjega se bo začelo graditi 2000 stanovanj samo iz strani Republiškega stanovanjskega sklada, potem je tu še Ljubljanski stanovanjski sklad, ki trenutno gradi 3 projekte za 300 stanovanj, ima še 2 projekta za 400 stanovanj, potem so tu še lokalni stanovanjski skladi. Tako da projektov je ta trenutek za prva leta več kot dovolj in dejansko smo s temi sredstvi, ki smo jih prvič v zgodovini Slovenije zagotovili, omogočili vsem stanovanjskim skladom, da so projekte, ki so do tega trenutka mogoče dejansko čepeli v kakšnem predalu, prišli na plan in bodo šli končno v izpeljavo, ali kot je danes rekel predsednik uprave Republiškega stanovanjskega sklada, se zdaj iz načrtovanja premika na gradbišča. Ampak kakšne spremembe pa recimo prinaša novela pri zaračunavanju te neprofitne najemnine? Kaj je s spremembami glede razpisov za oddajanje neprofitnih stanovanj? Ker to so tudi dve najbolj pomembnih točk. Sam sem v zadnjih 2 letih obiskal zelo veliko občin, govoril zelo veliko župani. Ve se, da občine imajo javna najemna stanovanja, ampak so bila ta v preteklosti razumljena kot neko breme in ne kot razvojni potencial. Zakaj? Tudi zaradi višine najemnine. Višina najemnine trenutno, kot je prenizka, da bi omogočala samo vzdrževanje in tudi neko ekonomsko stabilnost stanovanjskega področja, ampak tu res želim poudariti prvič, da govorimo o postopnih dvigih, drugič govorimo o minimalnih dvigih, torej o nekaj 10 evrih, naprimer 60 kvadratno stanovanje v Ljubljani novo ima trenutno najemnino 380 evrov, po novem polni uveljavitvi bo ta najemnina 410 evrov, torej 30 evrov višja, obenem pa seveda ostajajo tu subvencije za socialno najšibkejše, torej tisti, ki so v najtežjem situaciji se za njih situacija ne bo bistveno spremenila, najemnine so pa še vedno, če primerjamo s tržnimi, več kot dostopne. Kaj pa razpisi? Kdo bo lahko kandidiral za ta neprofitna stanovanja? Kako jih spreminjate? Ker zdaj je bilo vse v boju teh točk, da si stanovanje dobil. Ja, naše vodilo je bilo prvič čim bolj poenostaviti same razpise, tudi pohitriti postopke, ki so v realnosti trenutno trajali več mesecev in pa omogočiti tudi večjo fleksibilnost lokalnim skupnostim. Torej, da se lokalno skupnost občine odločijo, kateri družbeni skupini želijo nameniti stanovanje oziroma kje je največja potreba. Tu smo iskali predvsem, kako čim bolj vključiti mlade družine, torej v bodoče bodo lahko
lokalni stanovanjski skladi in občine delale tudi prioritetne liste, torej jaz bom pa namenil teh 10 javnih stanovanj mladim družinam in bodo namenjene mladim družinam. Lahko tudi po, ne vem, po profesiji in tako naprej, ker vemo, recimo nekje je pomanjkanje zdravnikov, nekje drugih profilov. Kadrovska stiska je zelo velika, torej, in to sem zelo vesel, da smo v nekaterih primerih delali že sedaj z nekaterimi občinami. Lahko se odloči, da v našem kraju primanjkuje medicinskih sester, naprimer, in se razpiše določeno število stanovanj za medicinske sestre, ki bodo seveda plačevale najemnino, kot je predvidena za javna najemna stanovanja. Podpredsednik vlade Arčon je danes napovedal, da bodo v procesu sprejemanja stanovanjske zakonodaje predlagali dopolnila s spremembami, ki bodo zagotovile večjo varnost najemodajalcev. Glavni problem, eden glavnih problemov, da je veliko stanovanj praznih, je namreč ta, da so najemodajalci oziroma najemniki preveč zaščiteni in da jih najemodajalci, če jim ti ne plačujejo, v resnici ne morejo odpovedati pogodbe in ti ljudje za stalno ostanejo v njihovih stanovanjih in zato se raje ne odločajo za to oddajo. Kako mislite se lotiti tega? Ja, poleg gradnje samih javnih najemnih stanovanj, ki morajo biti osnova naše stanovanjske politike, ker čisto en podatek bi tu dal, trenutno imamo 4% javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji, evropsko povprečje je 8%. To je tam, kjer se hočemo, želimo približati in mislim, da že to bo omogočilo določeno regulacijo na trgu. Drugič je pa zagotovo aktivacija praznih stanovanj in pa večje odločanje za dolgoročno najemanje. Tudi v principu urejanja pravic tako tistih, ki najemajo stanovanja, kot tistih, ki stanovanja oddajajo. To je predvsem v pristojnosti Ministrstva za pravosodje, kjer se pogovarjamo, na kakšen način pohitriti postopke v primeru odpovedi najemnega razmerja. Tako da jaz verjamem, da bomo tudi to točko rešili že v času zakonodajne procedure v državnem zboru. Zdaj, gospod minister, glede na večino, ki ima vladajoča koalicija, v resnici ni dvoma, da bo ta stanovanjska zakonodaja sprejeta, s tem se boste tudi pohvalili, tudi v predvolilni kampanji, ampak kaj pa zagotavlja, recimo, da bojo ta stanovanjske rešitve, ki jih je sprejela ta vlada, recimo veljale oziroma se izpolnjevale tudi, če bo prišla kakšna druga koalicija? Mislim, zakon bo sprejet, ki bo zagotavljal sredstva za prihodnjih 10 let v višini 100 milijonov evrov. Če kaj vidimo, tudi v vseh diskusijah, ki potekajo v državnem zboru, mislim, da se čisto vse stranke strinjamo, da je stanovanjska problematika ena največjih problematik v Republiki Sloveniji, tako da jaz verjamem, da bodo vsi pozdravili ta zakon in da se bo tudi uspešno izvajal v prihodnjih 10 letih. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala.